Gorazd, sva v končnem segmentu, to so hitra vprašanja. In prvo hitro vprašanje je, odjem iz omrežja naj bi v majhnem procentu padal vsako leto, ne, zaradi samooskrbe. Koliko procentov današnjega odjema bo čez 10 let? Kolikšen procent? Tle grejo lahko številke, če bomo uspeli sončne elektrarne postaviti tudi na nivo distribucijskih omrežij blizu enih RTP postaj, grejo lahko na 20-30% samo še tega, recimo, kar je danes, recimo. Okay. Ne? Ampak bo tistih 30% hudičevo pomembnih, ko bomo morali iz omrežja vzeti energijo. Okay. Ja. Se pravi, 70% nižje. Ja, jaz vsem verjamem, da pomembno vlogo lahko igrajo neke lokalne rešitve, neka taka mikroomrežja. Ne maram besede samozadostna, ne maram besed off-grid, zaradi tega, ker je izredno drago biti popolnoma neodvisen od pa vse lokalno zagotoviti. Se pravi, tistih zadnjih 20-30% je izjemno dragih. Zato tle bo neka infrastruktura, energija bo prihajala in infrastruktura bo mogla biti primerna in se bo odražala pač v strošku energije. Ampak te lokalne rešitve lahko prinesejo manjši pritisk na infrastrukturo. Če bomo bolj lokalno sposobni tudi na energetiki vpeljati neke rešitve, ki bojo zmanjšale pritisk na logistiko energentov, bodisi po cesti z vlakom ali pa po žicah ali pa ceveh, recimo, če govorimo o toploti pa plinu. Okay. Kaj se ti zdi trenutno največja poslovna priložnost na področju energetike? Zdaj, večina mojih kolegov, ki so malo bolj haslerji, bi zdaj rekli, da je to baterijski hranilnik. Mogoče še 2 leti nazaj bi rekel sončna elektrarna na strehi, danes bi rekel baterijski hranilnik. Okay. Ja. A pa ta dolgoročni? Govorimo o temu kratkoročnemu, ja, ki lahko pomaga zagotavljati fleksibilnost znotraj dneva. Tako, okay. tako. Samooskrba z energijo, ne, veliko se o tem govori. A bi mogli več razmišljati potem tudi o samooskrbi s hrano? Zakaj samo samooskrba z energijo? Drži. Večplastno je to. Se pravi, hrana je en pomemben dejavnik, a ne? Ker danes jo vozimo iz vseh koncev sveta, da pride na naše police, pa imamo primerljiva živila tudi sami pri nas. Meni pomembno vprašanje, ki ni v redu naslovljeno, je tudi mobilnost delovne sile pa ljudi. Se mi zdi, da še vedno ogromno priložnosti tle. Pa je že izgleda zelo obetavno po covidu, ne, da smo se navadili na delo od doma, pa da je tega več, pa dobivam feedbacke, da se povečuje nazaj delež tega, da so ljudje v pisarni. Se pravi, tle nismo znali tega nekako primerno nadgraditi po temu, da bi iskali neke rešitve, ki bi zmanjšale pritisk na to dnevno mobilnost. Tle so tudi ogromni prihranki energije lahko, da ne rečem, kako čas v avtu vpliva na ljudi, pa na njihovo počutje, pa verjetno pol posledično tudi na zdravje čez neka obdobja. Ne. Tako da tle ene države bistveno drugače že pristopajo pa testirajo neke modele, kjer so ljudje na nekih v končni fazi tudi coworking, ampak na nivoju za korporacije podprtih coworking oddelkih lahko bliže doma opravijo svoje delo pod primerljivimi pogoji, recimo, kot na delovnem mestu, ne? Pa je s tem manjši pritisk na mobilnost. Tako da pomembna tema v bistvu. Ja, zanimivo. Če bi imel danes 10.000 evrov za investirati in bi jih mogel investirati samo v, recimo, eno delnico, eno podjetje, ne? Kam bi investiral? Pa to ni nasvet, seveda, investicijski. Ni nasvet. Katerokoli podjetje, mora biti energetika? No, pa dajva reči kjerokoli podjetje. Kjerokoli podjetje. Nvidia. Nvidia. Ja, ta trenutek. Kljub temu, da je že toliko visoka cena. Ja.
Se ti zdi, da ima neomejene potencijale? Če bomo energetiki uspeli energijo zagotoviti, se mi zdi, da ima AI res potencial za rast. Okay. Če bi pa rekel čist lokalno doma, bi pa 10 000 evrov porabil za to, da si hranilnik postavim baterijski. Okay. Ja. Še zadnje vprašanje, Gorazd. Če bi bil minister za okolje in energijo, kaj bi bila prva stvar, ki bi jo naredil? Zelo težko vprašanje. Definitivno več časa posvetiti ozaveščanju ljudi pa komunikaciji z ljudmi, da bi se počutili bolj vključene, ampak ne samo tako na papirju, ampak vključene v te spremembe, ki jih moramo izpeljati, če želimo to zeleno tranzicijo res uspešno pripeljati do konca. Se pravi, da to naredimo skozi več sodelovanja, tako med podjetji, ki so v energetiki prisotna, tako kot med večjimi podjetji, ki so pomembni porabniki, kot med ljudmi, se pravi čist preprostimi državljani. Da ni to neka tema, ki je nekje delač visoko v oblakih, ki jo noben ne razume, ampak da jo na nek primeren način približamo vsakemu posamezniku. Gorazd, super odgovor, super epizoda. Hvala ti za obisk. Poslušalci in gledalci, se vidimo naslednji torek.